Zdi se, da boginji naravi, ki je te dni nad nas poslala burjo, ne gre zaupati. 130 km/h in letijo kritine z hiš in industrijskih hal. Prevračajo se tovorna vozila, lomi se drevje, izpade oskrba z električno energijo. Pločevina bi zdržala, ni zdržalo, trami niso zdržali. Ker je trame zlomilo. Tukaj le sosednjo hišo pa ste zavarovali z vrečami? Ja, sosednjo hišo smo dali na vrhi vreče, zgolj iz preventive, kajti ti sunki so in bodo verjetno še tako močni, da moramo te stvari poskrbeti, preden bo prepozno. Ja, daljnovod Lokavec-Skuk, črpališče Skuk, je v bistvu padlo na drevo na ta daljnovod. Tako da trenutno rešujemo ta problem, ker če ne vzpostavimo elektrike, bo v bistvu 1700 gospodinjstev brez vode. Najhuje je odnesla Pikova domačija vasi Stmas pri Kobaridu, kjer je salonitno streho dobesedno olupilo. Tu živi sama, brez dohodkov, 83-letna Mimi Sokol. Kako boste to popravili, to streho? Ne vem. Kdo se nas bo smilil? So mi vzeli z državno. Nimam nič. Sama poslovna škoda bo sigurno se merila v nekaj 100 tisočih evrih, koliko pa bo znašala, je pa zdaj zaenkrat še prezgodaj govoriti. Moč narave je pač prevelika, da bi jo človek premagal. Ali pa gre preprosto za to, da smo izgubili zaupanje vanjo. Burja močna, tako je zavijalo, da je prav tla gore zdvigevalo korenine. Kaj takega ni bilo še. Obup res. Tako da zdaj streho bo treba ne vsak meter vijak, vsake 10 cm in vijak in klamfa, da se kaj takega ne zgodi več. V mestu Ilirska Bistrica je naše društvo posredovalo na 35 intervencijah. Imeli smo prijavljen en požar. Po zadnjih zbranih podatkih ocenjujemo, da je bilo v nedavnem neurju poškodovanih preko 180 objektov. In mnogo je tisti, ki ne spoštujejo prepovedi? Ja, tisti, ki ne spoštujejo prepovedi, ogrožajo najprej sebe, ma tudi vse ostale, ne? Ker s prevrnimi tovornjaki ob taki buri, mislim, da tukaj so ogrožena življenja tudi gasilcev. In zato živimo v svetu stalnih prisluškovanj vseh vrst nadzorov in monitoringov. Pa se kljub in ravno zaradi tega zgodi, 4 leta je iz koprskega arhiva neopažen odnašal gradivo. To je dokument, ki že zaradi svoje oblike in pisave dosega vrednost, in seveda zaradi pečata. Je neko zaupanje, da ljudje res pridejo raziskovati in si ne predstavljamo, da bi nekdo hodil v arhiv zato, da odtuji gradivo. Zaupanje. Ali morajo zlorabe in poskusi zaobiti voljo ljudi prestopiti mejo dopustnega, da se zgodi? Referendumska volja ljudi, ki je bila jasno izražena že leta 2000 in referendumsko sporočilo je jasno. Vadišče Poček je potrebno zapreti. Do zdaj nismo mogli stopiti, zato ker je občina pač šla na varianto odškodnin in takih zadev. Civilna iniciativa pa ni nikoli ne prosila, ne zahtevala nobenih odškodnin, nobenih taks, nobene take stvari, ampak samo zaprtje Počka. Ali mora biti zdravje otrok tako ogroženo, da je vseeno, kakšne bodo dolgoročne posledice? Zmerili smo koncentracijo radona v enih parih špranje, ki smo jih našli v prostoru. Vrednosti so bile zelo visoke, nekaj 10 tisoč bekrelov na kubni meter. Mi je pa nejasno, zakaj se meritve niso delale tudi v sosednjih razredih in v spodnji v kleteh, kjer imamo tehniko in tehnologijo. Kar vsi zatiskajo oči in nočejo priznati, da je to ena stavba, da ima enake probleme. Glede na izsledke meritev bomo pripravili načrt ukrepov.
Prav, nenazadnje postajajo zmerjanje, pretepanje, izključevanje in podobno temeljni postulati našega delovanja že v mladih letih. In te žrtve se izberejo med takimi, ki so nekoliko šibkejši, morda največkrat tudi otroci s posebnimi potrebami. Vedno so to neke ranljive skupine. Če prihaja do kakršnekoli oblike nasilja, potem seveda želimo takoj odreagirati. Učence pa tudi učimo, da pravzaprav svoje težave lahko zaupajo katerikoli odrasli osebi na šoli. Ne, da gremo samo v smeri, bom rekla, ojačanja, tako bom rekla, žrtve, torej tistega, ki je neko nasilje ali šikaniranje doživel, ampak da tudi povzročitelju poskušamo, bom rekla, pomagati, da bi pač razvil neke drugačne načine vedenja. A na koncu se vedno izkaže isto. Pomoč potrebujemo vsi, storilci in žrtve. Čeprav se pri tem ni moč izogniti dilemi, kdo je pravzaprav večja žrtev. Mi smo vzelo prvo pogasili, tako kot tudi v realni situaciji, na kar smo začeli z reševanjem samih okleščenih oseb. Jaz mislim, da je ekipa zelo dobro sodelovala med sabo in z ostalimi policisti, gasilci, dispečerska enota, bomo potem še ocenili, kako je bilo sprejet sam klic. Ampak mislim, da je vaja bila zelo dobro speljana. S takšnim delom kot do danes, če bomo naprej delali tako, bomo ob koncu naslednjega leta, v drugi polovici naslednjega leta prav gotovo beležili pozitivno gospodarsko rast, še manj brezposelnih in jaz verjamem, da bodo ob takšnem delu naše vlade tudi državljanke in državljani prav kmalu čutili pozitivne učinke našega dela. Jasno, dobro izpeljana vaja je zagotovilo, da v primeru resnične nesreče nihče ne bo zatajil. In kot smo dejali na začetku, zdi se, da naravi, tudi človek je del nje, ne gre zaupati. Ali pa smo se morda le preveč oddaljili od nje, da bi to zmogli.